A imaš ti kaj v mislih, kaj me tako čudno gledaš? Samo okay. Jaz te pač... Ne, ni bilo še kaj drugega. Biologija me je... Moj predeljiv pogled je to. A si rečeš, super, danes bo pa endoplazmatski retikulum? Aha, to se dobro sliši. Ja, dobro, ja. Skratka, Tomijev vokal pa telo Lenja Krevica. Ne, prvi dvakrat sem umrla, to je bila čista tema, ne. Tako sem prav sočustvovala z unimi, ki pridejo pred tablo, pa kar naenkrat ne vejo, ne znajo izgovoriti enega stavka iz biologije, recimo, ne. Tamle črta in tle smo mi igrali ta rok. Koledar v biološkem kabinetu. The best. Končno. Zdaj bo pa žurka. Drage Poljanke, Poljanci, dobrodošli nazaj na Poljanski kavč. Tokrat jaz sezono začenjam z eno gostjo, ki je meni zelo ljuba, zelo blizu, Maruša Sotlar-Vedam, naša profesorica biologije. In kar povem z kar eno veliko mero ponosa, moja zelo dobra osebna prijateljica. Tako da sem se zdaj malo pohvalil tukaj le pred vsemi. Maruša, dobrodošla. Maruša, hvala, ker si se odzvala v bilu. Hvala, v čast mi je. Lepo. Si se kaj pripravila na... Ja, to, kaj se pripravim, kadar greva na kofe. Aha, torej, ampak slišati v glasu, da je malo drugače, malo bolj raskal glas. Ja, nisem glih v olimpijskega zdravja, tako da mogoče bilo boljš, če bi bil tam bizil namesto tebe, in tako on vse pove, veš, pa bi lahko sam kimala. Ja, tukaj bo pa zdaj, to bo pa zdaj ena druga izkušnja. Maruša ni hodila na poljane, hodila na ledino, kar je dokaz, da tudi ljudje, ki ne hodijo na poljane, potem zrastejo v super ljudi. Ledina je tudi super. Absolutno. Bi te pa jaz mogoče za začetek mečkan vprašal zelo verjetno pričakovano vprašanje. Zakaj oziroma kaj je tebe usmerilo, da si šla študirati, kar si šla študirati? Namreč samo kot med klica, ne, recimo ti imaš brata, ki niti slučajno ni biolog, pravzaprav je na drugi strani Maurice, ne? Je dizajner, v filmih je igral. Ti si pa recimo šla čist v drugo smer. Ja, naša družina nasplošno je taka cela, vsak je čist nekaj drugega. Primarna družina seveda. Kaj me je usmerilo v biologijo? Ja, ne vem, vedno me je zelo zanimalo, že sem bila čist tak mehen pičipoki, skozi sem kakšne živalce preganjala, pa recimo, najbolj se spomnim na morju, morske živali so me sploh zelo privlačile, pa sem ne vem kaj nabirala, ali pa bazenčki, pa zvezde, pa ježki, pa kozice, pa tako naprej. Pa one debele knjige o živalih sem skozi listala, pa znala tudi tiste neke vrste, ki pač še danes povprečno toliko star človek, kot sem jaz, ne ve, kaj to je, ne? Že kot zelo majhna. In pol, tam v srednji šoli, ki itak te nič ne zanima, ne? Sem šla študirati pol nekaj, kar mi je bilo najmanj odveč. To je bila biologija. Ampak so bile tudi, ali je bila tudi kakšna druga stvar, ki ti je bila najmanj odveč, ali pa mogoče malce manj odveč od drugih? Ker vem, da ni bila zgodovina, ne opcija. To je pa nočna mora zgodovina, tako da kar se tega tiče, smo si pa res na nasprotnih poljih. Ja, tukaj. Ne vem, ja, seveda, v bistvu že skozi sem pa malo v ozadju nosila tudi to, da bi bila enkrat učiteljica, ne. Ampak
Vsem, ko sem šla študirati, sem vzela tisto raziskovalno smer, tako da ni bilo že prvotno mišljeno, da bom naredila še te pedagoško-andragoške pa tako naprej predmete, ampak je bilo to pol bistveno kasneje. A imaš ti kaj v mislih, kaj me tako čudno gledaš? Samo jaz te pač... Ne, ni bilo še kaj drugega. Biologija me je... Moj predeljiv pogled je to. Omenila si, da si razmišljala o tem, da bi bila učiteljica, ampak ti si že kariero delala drugje. Tako da v bistvu na našo šolo si prišla, kaj če 10 let nazaj, nekaj takega. Torej, ne ravno takoj po opravljeni diplomi. Ne, daleč od tega. Takrat je bilo tako, ko sem šla študirati biologijo, so rekli, molekularna biologija, to je naša prihodnost. Ko boste vi končali faks, to bo že ful službe za vas v fancy šmensi genetskih laboratorijih. No, ni bilo tako, ne. Ko sem pač diplomirala, sem vzela prvo službo, ki je mi prišla in to je bilo v farmacevtski firmi, farmakoinformator. Kar pomeni, da sem v bistvu informirala zdravnike o različnih zdravilih, sicer področje psihiatrija pa neurologija, tako da je bilo vse en mal higher level, ni bilo čist basic. Ampak to delo me ni, mislim, daleč od tega, da bi me izpolnjevalo. V bistvu me je črpalo in potem splet okoliščin je pripeljal do tega, da sem tisto službo zgubila. In med tem sem pa že šla narediti pedagoško-andragoške izpite, ker sem, oziroma pač to dodatno izobraževanje enoletno, ker sem pač očitno čutila, da si želim enkrat v šolstvo in potem sem 15 let nazaj šla delati pripravništvo. Ampak ta tvoja služba, prejšnja, preden si šla v prosveto, mislim, slišati je zelo, je privlačno. Veliko si potovala. Mislim, pa ne zdaj tako relacija Ljubljana-Lendava. Po Sloveniji, po celi Sloveniji sem bila itak vsak dan. Ampak tudi sicer v tujino. Recimo Rio de Janeiro, Dubaj, takrat že, zdaj Dubaj, pač gre vsako Dubajlo. Mislim, namreč slišati je super. Pa imela sem avto, pa računalnik, prinesla sem ključe, pa sem nekaj operte mi avto, tako bilo je totalno razkošje, pa visoka plača, pa tako. Super je bilo. Ampak ko sem šla v šolo, je bilo tako deljeno s 3 plača in sreča je bila krat 300,000. Kaj ti to kaj pove? Ja. Mislim, kaj češ z življenjem, če ti ni v veselje? Kaj češ z vsem tem, ne vem, vsemi temi privilegiji? Kaj pa je potem ta stvar, ki je tako privlačna v šolstvu? Zdaj, načeloma mi imamo en izraz, ki se mu reče pedagoški eros, ampak to je mogoče malo zmuzljiva definicija tega. Kaj je tisto, kar občutiš pri poučevanju? Kaj občutam? No, mislim, kaj je tisto, kar si rekla, sreča je šla pa krat 300,000? To je tako težko nekako tako besedati ali pa nekako narediti nekaj materialnega iz tega. A veš, to sam prideš v razred in pol tam vidiš one ljudi in začneš govoriti in ti je ful dober. Sploh ne vem, kaj je v tem ozadju. Seveda pol dobiš nazaj, pa oni tebe gledajo tako z velikimi očmi, je to najlepše. Včasih te tudi ne, jasno, da ne. Ampak ne vem, toliko se mi zdi dober, kaj jim lahko nekaj dam, kaj jim lahko nekaj povem, kaj pač lahko nekaj po svoje zapeljem. Težko natančen definiram, kaj točen je tist. Ne vem, dober je. Dober je. Fino mi je. In po 10 letih mi je še zmer, ali pa še boljš, ful fino mi je. Tudi, če kdaj sem utrujena, pa to, ko stopam v razred, je spet tako, kada bi se, malo pognal. Fino je, no. Pa to tudi zaradi ali navkljub razredništvu? Ima to kakšne veze sploh. No, razredništvo je še en... Ne, razredništvo je... drugače, ne? Ni samo poučevanje. Ja, absolutno, seveda. Razredništvo je pač tako, ko si pol mama še 30 ljudem, zraven, majhnim.
mogoče ne toliko tesna, pa ne toliko čustveno opletena, ampak vse je ena razlika med razredom, ki si mu razrednik in tistmu, ki mu nisi. Manj si sproščen s svojimi, ker si skozi tako, mislim, sploh pač, skozi imaš to starševsko, a bo to vse v redu šlo, a so vsi ok, vse štima, zakaj neki, kaj narobe, tako, ne. Pač, ko prijaš sam učiti biologijo, sam učiš biologijo, ne, čeprav se ful velikrat zgodi, da vprašam koga, a si ti v redu, ka pač, se veš, malo zaspijo ali pa malo jih glava boli ali pa kaj. Ponovadi bolj zaspijo, kakor jih glava boli, no. Jaz to... Kdaj doživiš, ne? Ja, pa če se jaz spomnim biologije v srednji šoli, se mi zdi zelo zanimivo. Ok, v redu. A ti vrnem žogco, ali kaj? Jaz tudi zgodovino v takem občutku. Ja, te že ni ta prav učil, a ne? Ne, ni, to pa res, ja. Ti nisi, torej Gimnazija Poljani ni edina šola, na kateri si delala. Kje pa? Kje nisem? No, sej, lahko greva tako. Ne, sej ni čist tako, no, ampak... Dvojezična osnovna šola Lendava. Ne, vse je bilo v Ljubljani, to je pa res. Ja, začela sem v bistvu, ker mi je prijateljica zrihtala pripravništvo, ker takrat je bilo tudi pripravništvo težko dobiti v osnovni šoli Koseze. In pol pripravništva sem naredila tam, pol je pa pač taka sreča, da sem šla na Ledino, torej na gimnazijo Ledina, dokončati pripravništvo. Pa je šlo pa, zdaj moram našteti vse te šole. Ne, ni treba. Mislim pač, tako kot tebi en... Šuba, Rudijo, Lesarska, zdravstvena, SŠFKZ, Ledina, torej, ne. Pa sem šla še na eno osnovno šolo, malo v varstvo, ker sem bila vmes ful skozi govorim ful, vem, to se ne sme. Pogosto na Zavodu za poslovanje, pa tako, v glavnem. Začetek je bil kar težek. No, ko si malo zavila z očmi, pa rekla, zdaj moram našteti vse to, nisem pričakoval, da boš dobesedno šla našteti vse to. Okay. Ko si pa dobila recimo službo na Gimnaziji Poljane, pa si istočasno delala v bistvu še na KGBL. Ja. Kako je pa to upravljati z dvema službama v končni fazi, ne? Ja. Z dvema sistemoma do neke mere? Z dvemi popolnoma različnimi dijaki, kar se zanimanja tiče. To je kar zalogaj, zato ker je mogoče sam program tudi ni toliko različen, ne? Čeprav je nivo mečkan odstopa, tako da ne moreš samo enega testa, no? Ja. Narediti za vse. Se pravi, že tukaj imaš vse krat dva. Ampak bolj me je motil to, da nikjer nisem bila doma. V smislu, ves čas mi je, kadar sem bila na KGBL, manjkalo, kaj se ta čas na Poljanah dogaja, ne? Pa obratno, ne? Kaj sem bila na Poljanah, kaj se na KGBL. Pa ne mislim, da sem nek kontrol freak, ampak gre za to, da je šlo polno enih stvari mimo mene in sem pač ni mi bilo enostavno včasih, ker sem kaj pozabila ali pa kaj nisem vedela ali pa kaj je bilo treba oddati ali pa izpomniti, pa ni me bilo tisti dan tam, pa tako v glavnem. Pa dvojni roditeljski sestanki, pa konference, ne, sej načeloma. Če sem jaz ob ponedeljkih na KGBL, mi ni treba priti na konferenco na Poljane, ampak jaz želim priti, ker me zanima, kaj se tle dogaja. Ne. Se pravi, v bistvu vse tako kar. Ampak zdaj si doma. Ja, zdaj sem pa doma. Tukaj. In jezen in ne greš stran. Odlično. To je nekako to, kar sem želel slišati. A tako vod za to? Ja, to je bil zelo dolg vod v to. Da povem, da hočem ostati na Poljane. Ja, to je vedno je možno, da naš podcast poslušajo tudi naši šefi in da vejo, pa čem so. Okay. A imaš kakšno ljubo snov? A kaj jo poučujem? Ja, mislim, a si rečeš, super, danes bo pa endoplazmatski retikulum? Ne, rečem, danes bojo pa hormoni, tako. A se pravi, so stvari, ki jih nimam preveč rada, drugače pa večino, kar imam, ker ne vem. Tudi, a veš, kdaj imaš kakšno asociacijo, pa ti je še bolj luštana, veš, pa si toliko navdušen, ko nekaj govoriš, pač
verjetno malo čud, da ni spadam takrat. Ne, vse to jaz zelo razumem. Okay. Ampak recimo, ko pride do, namreč, če si čist malo zremo na okrog, lahko ena stvar, ki se največkrat pojavlja, je v povezavi s ptiči. Ti imaš zelo, zelo rada ptiče, en tak ornitolog. Ja. Kako to, da ravno ptiči? Joj, če bi imeli 2 urce, bi lahko to, ko se je povedala. Ne, bomo rezali. Sam prosim za tisto, kar je smiselno. Pač, to se je zgodilo, se veš, vse stvari se zgodijo same od sebe, če sem malo open. In ko sem prišla na biološki tabor kot študentka, vsako leto v času poletnih počitnic so biološki tabori, sem bila pravzaprav novinc in vsi so bili že neki pri kačjih pastirjih, pa v botanični skupini, pa pri pajkih, pa neki, pa tako, jaz pa pridem, pa tako, kje je še kaj prostora, pa tako, pa reče, Bibič, takrat je bil on moj prvi mentor, lahko zgodaj vstajaš, pa tako, ni problema, ne. Pa lahko priješ v ptičarsko skupino. In takrat je bilo tako, da kar povprečen človek doživlja, se pravi, ptičev ne opaziš, jih ne slišiš, jih ne vidiš in tako, skratka, morala sem se vsega naučiti. In tudi nisem se naučila z nekim, ali pa učila tega s tem namenom, da me to znala, ampak kar naenkrat, veš, kad ti stvari grejo pod kožo tako. In kar naenkrat vidiš, da slišiš, itak, pač opaziš, da slišiš, da jih opaziš, da jih prepoznavaš in ne vem, pač mene je to navdajalo z nekim veseljem. Zdaj, da sem ornitolog, to je tako ful previsok rečeno, kaj imamo recimo že na naši šoli ene par te mladine, ki me tako 6000% presežejo, da se razumemo. So mi pa ljubi in jih opazim in se še vedno rada učim o tem. Mogoče ne toliko, ne vem, neko morfologijo ali pa kakšne te stvari, ampak tako, ko jih poslušam, recimo, da jih nekaj prepoznam, zanimivo je, ker se še vedno spomnim ogromno teh latinskih imen iz mladosti, pa tako. Rada grem v naravo in jih opazujem. Pa potem tudi rada, ne vem, povečaš količino snovi, ki so namenjene ptičem? Ali... Ne. Tega pa ne počnem. To pa je nehigienično. Recimo, ko sem našla, mi imamo ene glasilke, ne? Ja, ene imamo, ja. Pač glasilke imamo in probi vdihant pa zraven govoriti. Ne morem. No, vidiš, ptič pa lahko. Ma pa 2 glasilke. Čisto vsak. Ja, in skozi eno in skozi drugo gre lahko pa not in pol jim pokažem recimo ta filmček. Ampak njim treba tega znati za oceno, sem tako. To je recimo kakšna taka. A to ima tudi kura? Pevci, ne vem, če ima kura. Ja, no, a pevci, to je pač neka skupina ptičov, ki poje, no, se vse. Ok, ampak kura, to je ptič. Ja, ne moreš misliti. Ja, ampak tako, a zdaj, a je kaj manj vreden v tvojih, na tvoji rang lestvici živali? A zato, ker je domačena ali kaj? Zakaj? Ja, ne, zato, ker ne mora leteti. Ne, zato pa res ne. Ok, pa noj, a ti je bolj cool albatros ali noj? Albatros, itak. Okay. Ker lahko leti. Ja, pa noj, a veš, noj ima tako negativno konotacijo, on ima? A ja, ne, ok. Ok, noj res ni tak tipičen ptično. Pa ful premalih je kle okoli nas, čeprav albatrosov tudi. Ja, vse manj, ne? Ja. Niso pa vendarle ptice edine živali, ki ti takole, ki te navdušujejo? Ja, zihar boš zdaj rekel mačke, ker imam doma maco. Pravzaprav, ok. Zakaj mačko, zakaj nimaš doma papige? Ali pa kanarčka? A to pa ne. Ne vem, ptič pa mora leteti prosto. Okay. Mačke smo vzgojili zato, da so naše domače živali. Pa. Prav. Ja, ok. Ampak torej mačka ti je tudi ena taka žival. Ja. Ampak mačka požre ptiča. Ja, no, pa kaj pol? Ja, ok. Ni nič ne zamiraš. Ne. Prav. Pač to tako je. Kaj pa ti ješ? Pa jaz? Solato, a ne? Eno drugo žival sem sicer imel v mislih.
Delfini, recimo. Kaj z delfini, nič ne vem o njih. A ja? Ne. No, bomo pa to morda izrezali, ker jaz sem dobil informacijo, da skozi malo za delfine na morju Oprezam. oprezaš za delfine. To pa ja. A zato, ker so bolj eksotični ali je kaj, kar je... Ne, mislim, delfini so pa res ena taka zelo, ne vem zakaj so tako privlačna bitja. Ne vem zakaj. Lepi so, ali kaj elegantni, ali kaj pametni. Tako da, večkrat, kad sem na morju, vidim delfine in grem tudi s tem namenom, recimo, kdaj na morje, supat ali pa kaj, ne, zato da vidim, ker pač vem, kje se gibljajo približan. Tako da... Tudi jih potem vidiš. Ja. In spremljaš, in plavaš z njimi, oziroma super z njimi. Ne, plavam pa ne, to pa ne. Plavala pa še nisem. Ja, pač tako, da so blizu. Koliko pa blizu, recimo? Par metrov. Na Crisu smo imeli enkrat res srečo, ko smo padali v eno jato in tisti je bilo pa tako manjka par metrov, torej, ampak takrat smo bili pa na enem čovnu. Ja, to je dobro, to je res dobro. Pa vidiš, koliko je to ogromna žival v resnici. To ni, delfinček neki, kar narišejo neke delfinčke. Ne, to je tako, to je čovn, to je pa delfin, še enkrat ista, recimo. Pa te je strah tega, da ne bi kaj butnil vate, ki si na supu? Ne. To je dosti inteligentna žival, da tega ne bi. Ne. Delfini zmer sam rešujejo, no, razen če pa se kršamo malo odpeljali. Vse gledaš vse te dokumentarce, delfini zmer rešijo vse. Pa free willy. Sem ful, kako se reče, naivna. Kaj? Pa free willy. Ja, ne. Ok. No, recimo, ko si omenila morje, bom to pograbil. Zelo rada hodiš na morje. In tudi na morju, pravzaprav, to niso različne plaže, to je prav ena omiljena plaža. Ja, to je pa res. Ja. To je pa, sicer ne bom izdala svojega punkta, ampak ja, to je pa nekje v Istri. Ja, bomo naredili. Kaj pa je tako privlačnega, recimo, ravno na tej plaži? Ja, recimo, tak lep odprt pogled na morje, pa tam v daljavi en otoček in vedno tam za tistim otočkom zahaja sonce, tako da recimo, to je tako zvečer in pol. Namreč, večkrat kar skočaš, mal na morje. Ja. Ok, zdaj glede na to, da je to v Istri razmeroma blizu, ampak tako, v bistvu je... Vi ste v kempu, pravzaprav ena skupnost že tam, praktično. Skozi isti. Recimo, da? To je res ena skupnost, ki se je zgodila spontano, kar smo imeli približan enak, hkrati pač otroke na tistih plažicah, ki smo bili vsi skupaj in potem so ti otroci rastali, mi pa z njimi in smo vedno bolj prijatelji. In to je ekipa ljudi, ki se zelo radi družimo in pač začutili smo se nekako. In ja, tam tja skočaš in si na nek način na dopustu, pa po drugi strani nekje druge, pa po tretji strani pa nekje na varnem, kjer točno veš, če boš karkoli rabo, da je tam en, ki ti bo preskočil na pomoč ali karkoli. In to mogoče treba poudariti, oziroma da bo povsem jasno, to ni zdaj tam serija apartmajev. Ne. To so šotori. Ja. Ti namreč zelo rada kampiraš. Drži. Ja. Maruša, kaj pa je tisto, kar te privlači na kampiranju? Ta položaj, iz katerega ne želiš več ostati. Tudi težko bi bilo ostati. Pa recimo, a veš neki tacga. Aha, to se dobro sliši. Ja, dobro, ja. A veš, nikoli nisi noter, skozi si zunaj, skozi gor gledaš borovce, diši, sonce, pa skozi slišiš, kad to čist zraven morja, veš, tam smo mi vsi čist zraven, ker je pač tako. Sam tist. Kaj pa, če ni sonca? Kaj pa, če je dež? A ni to pol malo naporno? Je naporno, ker pol vsi tisti ljudje, ki so še tam, se pač
družijo, in pol to zna, ne bom zdaj pač zelo eksplicitna, ampak tako zna se zavleči to žuranje do naslednjega dne, ker se pač takrat pol družiš. Po enem šotorčku, pa po drugem, pa malo okrog hodiš, nič ni narobe. To so veliki šotori, to niso mali kvečve. Ne, veš kaj, pogosto ima kdo te predšotori še tende, ne? Te razne, kako že? Strehce takšne in drugačne. Ne, drugače šotori niso ful veliki, ne. Mislim, torej, to ni kampiranje s prikolico. Ma ne, sploh tja na otoček, kamor mi hodimo, sploh ni dostopa prikolcem, pa avtomobilom, pa tako. To je res. Skratka, čisti užitek, ampak je pa malo moraš biti biologa, ne? Glede na to, da si zunaj. Ne, malo moraš biti sam svoboden v svoji glavi. Ker pač to ni razkošja, ne? To ni neko razkošje za enega človeka, ki je vajen nekega obilja. To je razkošje za ljudi, ki nam je cool samo to, da si, a veš, when you got nothing to lose, a veš, to, okay. Ta svoboda. Dobro slišati. Čin. Omenila si, ko sem te vprašal o slabem vremenu, da se potem žurka nadaljuje. To je pa tudi ena stvar, po kateri te poznamo. Ti si v bistvu ena taka party girl. Ja, to pa. Mislim, zdaj žurka se veš z leti ni več tako, da zdaj cele noči prežurala, ampak se pa res zelo rada družim. No. To pa, ja. Ampak to je, ni pa samo druženje, ne? So tudi recimo ena stvar, ki jo rada počneš, je to, da hodiš na koncerte. Ja. Pa ne govorimo zdaj koncerti Zlatija Bonma Cankarjevega doma, ampak rokerski. V bistvu si ena taka rokerka po duši. Drži. Ja. Res je. In to je kar nekaj teh velikih bendov, recimo tujih, da vas tem začeti, ki si jih ti v živo videla, recimo. Ja, Rolling Stonesi so bili prvi, Green Day, Lenny Kravitz, to so bili po mojem ta največji. Gansi? Gansi, Gansi. No, pač zdaj. Ja, pa Queeni zdaj, z Adamom Lambertom. Ok. No, viš se ti veš kaj jaz, to že sprot pozamem. Ampak nekaj jih je, ja. Kako, mislim, kaj te pa to privlači na tem? To je zdaj spet isto vprašanje. Kaj mi je tako dobro, ko pridem jaz v razred, pa to učim? Ko pridem, ne vem, a veš, ko si zaljubljen, pa imaš metulčke. Tako, ko te nekaj privzdigne. Ne? No, to se mi zgodi na koncertih. Vidiš Aksla in si rečeš, Ojoj. Ne, ok. Vidiš Lenija. Ja, to pa ni bilo slabo, ja. Pa je verjetno izkomadal komad, manj na sebi. Ja, res je. Ja. Na koncu imel sem še ketanco, ali dve. Ja. Ampak je pa tudi to rock muzika. Ja, to pa recimo, boh ne dej, da mi kakšno Ceco pripeleš ali pa Severino ali pa kaj ampak že. Ampak tudi recimo na Depeche Mode. Ja, lej, če je uživo, je stvar pač veliko bolj, tudi za tiste stvari, ki mi mogoče niso tako ljube, vsaj veliko bolj prebavljive. A še vsem imam do vseh glasbenikov, no, skoraj vseh, nek spoštovanje, še posebej, če je ta muzika kvalitetna. Sej to malo že skoraj znamo ceniti, ne glede na to, a mi je všeč ali mi ni. Tako da uživo rada vidim tudi kaj, kakor grem, pa ne vem sploh, kaj pričakovati. Kaj obskurno. Tudi komota, pa mi je fino. Ja. Ampak recimo te velike koncerti, ki je vendarle nek angažma, recimo za Gansi si šla na Češko, če se spomnim prav, Rollingi so bili tudi nekje v tujini, Leni, Robbie Williams je bil zdaj v Trstu. Se res še na Robbiju sem bila, to sem še pozabila. Skratka, mislim, to je point. Da pol še nekam greš, pa da še malo greš v Prago, pa še tam malo vidiš, pa tako. Pa imaš pač tako dogodek. Veselje do življenja. Tako. Ne bi, torej, ampak na to v tujino greš recimo na bolj znane bende, na bolj obskurne pa... Ja, pa to je pa Kino Šiška, pa ne vem, Ortobar, pa... Kudnet, jaz sem skozi hodila sam pač, zdaj pa je spet je, ne. Tudi kakšen
kaj tale že v Kranju, Kiesenstein. ali kaj je. Ne, Kiesenstein sem tudi bila, ja, tam sem šla pa na Mano Čao, tako da ja, tisti recimo ni rok. No, ja. Skratka, recimo tole mi snemamo vnaprej in pride v petek je premjera tegale in ko bo ta premjera, boš ti v Ortobaru recimo. Naslednji petek. Ne, naslednji petek, Ja, pač tisti petek, recimo, ko bo enkrat, to. ja. To je recimo. Ja, recimo, da ne bom zraven, ko bo premjera. Ja. In kaj? Ne, nič hudega, ampak to tako, kje te najdemo? Kje me najdeš? Ja. Ja, Nekje, kjer je dobra muzika. Lahko Ortovno. Recimo Kino Šiška imam res rada, ker je tak dober vibe. A ne? Cvetličarna tudi še to zraven, zdaj kar je, kaj je to zdaj, ta media center, je pa tako razpotegnjena dvorana, da mi ne sede mi. Ne? Čeprav tudi Orto zdaj, odkar je, a veš, se je že zelo dolga, ne, tako druga razpotegnjena. Ja, kar že. A veš, ta Šiška ima res tako dober razpored tega prostora, ki je veliko prve vrste, a veš. No, Namreč tam se me velikrat najde. ampak se te pa najde tudi, recimo, rekla si, da pač greš tudi pogledat bende, izvajalce, ki so mogoče malo manj znani ali pa jih niti ti sama ne poznaš. Ja. Ampak greš pa pogledat tudi kakšen bend slovenski, ki je pa mečkam bolj znan. Ja, Recimo. Siddharta. Recimo Siddharta. Ja, Siddharta sem pa tako big fan, ja, to pa Ja. je res, ja. Lej. Ne, mislim, da to mi je v vokali ena tistih stvari, ki me tako, ne, kar sem prej opisovala, ne. Te metuljčki. Ja. Skratka, Tomijo vokal pa telo Lenja Krevica. Ja, ok. Idealno. S ti malo volenje. To je šov, ta šov je o tebi. Okay. Kam pa ne bi šel na koncert? Okay, menila si Ceco, a to ta Cigu Migo? Ja, joj, to pa res ne. Čeprav, ojoj. Tudi to, a veš, tiska pride ta frendice, ne? Pred gremo na Nino Badrič, pa jaz tako, kdo je Nina Badrič, pa zdaj bo super bo. In pač to je nekaj ta Cigu Migo, ki ga jaz ne poznam, ne. Pač takrat je na srečo kot gost v letu Massimo Savič, ki je vseeno pač neka eminenca, ki ima ene par komadov in so ta skup zapela. Tako da 2 komada sem bolj poznala, ker jih on zapel, zdaj že pokojni, a ne Massimo. Tako da, ja, lej, a veš, vseeno je pol tist, ki mene potegne ali pa ki nasedam, je pa družba, pa prijatelji, pa ta žmohta, ne. No, ampak recimo, tehnaža ne bi. Mislim, a veš, zdaj spet, je tudi se že zgodilo, ne, tist, da greš za densat na par komadov, pa pač itak neki ampak verjetno ne mogla bi tega prav dolgo poslušati, no. Imaš pa tudi raj, da je seveda živa muzika, kakor diskač. Ja, valjda, ja. Ja. Mislim, tudi če bi bil rokarski. Ja. 60, 90. Ja, to ni primerjave, ni primerjave. Ni pa seveda zdaj vse, se ne vrti samo okrog žuriranja, ne? Ja. Namreč tudi mal športom se ukvarjaš, imaš rada tudi ta del življenja. Tako, ja. Tako zelo rekreativni športnik sem, nikoli nisem bila nič profesionalno. Že skoraj celo življenje igram odbojko čist rekreativno, še vedno imam veliko prostora za izboljšave, nimam pa več prostora, da bi jo imela še bolj rada, kot jo imam. Tako da res odbojko imam res rada. Mal tudi plišem. Ampak to na kakšen način? Ja, to je pa spet ena grupa žensk, približno okoli mojih let, plus minus, in nek wannabe hip-hop, se gremo. Ampak gre bolj za to, da je to ena taka oblika vadbe, ki je fajn na glas muska, pa se imamo luštana, ki ni to glih neka una klasična aerobika ali pa nekaj tacka. Tako da ja, malo poplešamo. Ja. Iz tega imate tudi nastope? Ja, mislim, to so te produkcije, ki imajo pač te plesne šole in pol tudi mame odplešemo. No, ampak tam te ljudje pridejo gledati, ti je
Totečno si tako vajena, glede na to, da mi pravzaprav v naši službi na nek način skozi nastopamo. Ne, prvi dvakrat sem umrla, to je bila čista tema. Ne. Tako sem prosto čusovala z unimi, ki pridejo pred tablo, pa kar naenkrat ne vejo, ne znajo izgovoriti enega stavka iz biologije, recimo. Ne. Tako da na začetku je bilo zelo težko. Pa zdaj pa je to že toliko časa, da si mislim, vsi se zmer se neki, kdo kaj zmot, pa nič hudega, če se zmotam, pa malo lažje, kad je malo bolj vsem. Tako da, ne, imam tremo, vedno imam, ampak zdaj lahko funkcioniram. Včasih mi je pa zdel, da bi me zvezil. Tako da, jo. Gre pa tle mogoče za neko skupno točko. Ne? Odbojka je skupinski šport, oziroma timski, no? Ples si prav poudarila, da gre bolj za... Točno to. Zato pa jaz recimo nisem sposobna iti v fitness ali pa teči. Ampak kolesaraš pa? Ja, imamo tudi celo... Kolesaram nikoli ne sama, to tako grem skupaj, ponovadi moža prepričam, da greva kam na barje, recimo. Ja, grem ful rada, zato ker tam imam še dodano vrednost. Drugače pa čelado, nosim pa ves čas, ker ni samo, da ne zaupam sebi, ampak tudi drugim, ali pa pač vse ostalo. Pa še tako je, ne. Jaz tako, enkrat sem se zavedala, kako učim o tem, kako je pač živčno tkivo, neobnovljivo, bla, 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 in da morajo ljudje, otroci, dijaki nositi čelado, če se vozijo s kolesom in tako. In takrat sem se zavedala, da pač moram jaz tudi nositi čelado, če hočem to nekomu pametovati. Ne? Tako da, že takrat sem jo začela, zdaj sem pa itak že toliko pametna, da res vem, da jo rabam. Ne sam, zato, ker sem drugim govorila. No, ampak tudi ta čelada, ne, to je prav tvoja čelada, to nismo našli ene, pa jo dali. To je prav moja, ja. Ja, in je mogoče malo drugačna, to si prav hotla? Ja. Ne se drugače za uno, kadar grem tako malo bolj športno kolesart na drugo čelado. Ta je pa mestna. Ja, sem rekla, če že imam to grdo stvar na glavu, ne bo vsaj lepa. Ne bo vsaj lepa, ne. Pa še ful, bolj se te vita, veš, kakor če bi bila črna. Res se te bolj upas. Največ, malo gledam po setu, in vidimo, dobro, ptiči, tam neka biologija, tam zgoraj, raj, bom jaz pustil pri tem. Ja, sej. Pač kolo, tamle je recimo skodelica, kjer jasno piše, da si tičar. Imaš pa tudi, si še prinesla sabo nekaj v tej torbi. Kar torbo sem prinesla, kar to je point. Point je v torbi, povej. A veš, kaj je bilo tako, kaj se pa prinese na kavč kot rekvizit, pa se mi je zdel, da ni benga predmeta, ki me nekaj opredeljuje, ne? In tako, prva misel mi je bila, jaz bom vse svoje prijatelje sabo prinesla, ne? Zato, ker to mi je res tisto, kar me opredeljuje, bi rekla. Pa Tomija. Ok, pustimo mali. In pole sem pač vprašala, ne? In vprašala sem Urško pa Natašo, ne? Kaj ne prinesem, kaj je značilno zame? In sta rekli, ti si vedno na vse pripravljena, v tvoji torbici je vedno vse. In sem rekla, ok, prav, Urška je rekla, da je prinesel sport bili torbico, ne? To zdaj za te mlade generacije, to je en lik izrisan, ki ga potegne tako mečkeno torbičko ven in ta torbica reče, ratat, taka velika in pol ven potegne, ne vem, letalo. Dobro, toliko slabo mi ne grem, ampak tako. No, recimo, daj eno stvar povej, kaj bi jo rabo, recimo. A tle, in je tle noter? Recimo. Karte za tarok. Čakaj malo. Ok. Danes pa res nima kart. To je torbica realna. To ni torbica v vseh letnih časih na vseh koncih. Polet, kadar hodimo ven, bojo tudi karte za tarok. No, ampak deva tole nadaljeva tole misel s kartami za tarok. Ja. To je pa tudi ena tvoja velika ljubezen. Ja, to pa res, ja. Ja, to pa res, ja. Tudi na morju velikrat tarokiramo, recimo, ne. In ko so bili otroci še mehni, se prav spomnim, ko smo tako naredili, tam le črta in kle smo mi igrali tarok. A veš, ko otročki preletijo in tako, črta! In so upoštevali, ne pa urca je šlo, tako da smo... Aha, tako da, ko igraš tarok, te nihče ne moti.
Ja, ne, dobro, ja, itak. Ne. A imaš uno kapso s šildkom? Ne, to je zdaj tako zgledalo, da jaz uno na harti igram ta rok, pa da skozi vsakič vse ta roke preštejem, pa vse. Ne, to so tudi zelo družabni večeri, ampak takrat, ko so bili otroci majhni, nismo mogli niti za pol urce, zato sem to izpostavila. Razumem. Ne, nisem unhard. Ne. Če igram z nekom, ki je zoparan, pol rajš ne igram, dej. To je zabava, ne pa zato, da bomo zdaj se ne igramo za denar. Ne. Pa tudi, če bi za denar, ta se tako vrača. Okay. No, ampak ena stvar, za katero sem kar malo pripričan, da je tlele noter, je ena reč, ki, no, ne bom kaj dosti dramatiziral, je telefon. O ja. ja, telefon pa rada, ja. Jaz se spomnim, enkrat smo bili na enem, ne tako dolgo časa nazaj, smo bili enkrat na nekem izobraževanju in je rekel predavatelj, kdo od vas reče doma, da se preveč s telefonom igra vaš partner in si ti rekla, ja, moj mož. Ja, to je res. To je super, jaz tle vidim en korak v pravo smer, da ti se zavedaš že tega. Ja, če to luštam. Kaj pa? Ja, ne vem, vse. Jaz tudi skozi tam kaj googlam, pa tako, pa muzika, pa pa tret, pa skozi hočem kaj vedeti. Mislim, zdaj ta lečet je prava potuha, ne? Ja, tudi igrce rada igram, no. Drugač, ne vem. Skozi je kaj, daje mi odgovore na samo vprašanje. No, ampak zdaj, kaj čet, ti hitrej daje te odgovore. Ja. Torej še več lahko zveš. Ja, res je. Torej, posledično bilo v krajšem času več zvem, torej bilo bila manj na telefonu, s to hotel reči. Ja, ampak menda, če po četu iščeš, da si procentualno manj zapomniš, kot če bi sama raziskvala po internetu. Čet je tudi internet. Ok. A si pa tudi nakonektana na vse možne? Ne. Nimam vseh. Ne, glih prej so rekli TikTok, to nimam. Tega nimam, pardon. Slovenščino. Ja, ne. Ne, imam kar nekaj teh aplikacij iz enega samega razloga in to je, kadar je treba z dijaki kakšno skupino delati, ker se gre na ekskurzije, pa ne vem, pa razredništvo, pa uno, pa tretje. Pač se prilagodim, a ne, en hoče na Instagramu, drug hoče na WhatsAppu, tretji hoče na Facebooku in tako naprej. No pač, na Facebooku noče več noben, ampak recimo. Zato pač te stvari imam, no. Vidiš ta moj obraz, ki zgleda kakor, da vem, o čem govoriš. Ja. Je pa res, da imam jaz zaradi tebe Viber. Prav, ti si mi ga jaz sem ti težila takrat. Unesla to v moje življenje. Okay. Hvala Bogu, no, mislim. Vsaj kaj pametnega. Ja. No, ampak tudi, skratka, vidimo tudi izven digitalnega sveta si zelo aktivna. Tako da ni tako, da zamenjuješ realni svet z digitalnim. Ne, tudi pozabam na telefon. Tudi pozabiš na telefon. Recimo, zdaj je že kar nekaj časa, kar se mi da pogovarjava. On je v airplane modu. Prav na airplane modu je. Ja, zato, ker zdaj me pač ne bo noben moto. No se, kaj pa, če bi ga dala sam potih? Bi skozi gledala. A drugače ti skozi spiska? Ne, kaj ga imam skozi potih. Sam vibrira. Okay. A po špansk, a gledaš španske strani pol? Ne. Kaj ti si se učila, recimo španščine. Kako to? Kako to? Ja, pa to je bilo pa kar zanimivo. Pač postala sem razrednik prvemu C takrat in oni so bili španski razred in tako, kva pa če bi jaz to in še bil je na šoli. Ja, čist iz nule, ja. Na šoli je bil pač ta tečaj, za starše, v bistvu tudi za nas lahko in dan je učil in to sem rekel, da je to, grem pa jaz probat. In smo imeli začetni tečaj španščine, pa sem pa še Duolingo zraven delala. No pa to ni bilo samo taka muha 14-dnevnica? Ne, to je bilo vse skupaj 4 leta. Ampak pol pa na neki točki sem bila pa neki preobremenjena in sem tako, ne vem, na 1200 dan Duolinga rekla, to je bilo to, hvala lepa, nasvidenje. In sem z lahkoto, do takrat pa vsak dan, ne vem kaj, pač.
Ampak zdaj ima spet Mika, zdaj ima spet cajovce in imam spet Špance. Namreč, ker ti si vendarle človek, ki je zelo navdušen hitro se navduši nad eno stvarjo in potem, ko se nad eno stvarjo navduši, je zle pa ne spusti več. Ja, a se ti zdi? No, tudi čeprav, kaj spustim, ne. Tudi kaj spustiš. Recimo, nehala si kaditi. Ja. To je pa tudi eden izmed uspehov. Ja, to pa je velik uspeh, ja. Kako zdrži? Koliko časa si kadila? Jaz sem kadila od mladosti pa do recimo 28 leta, pa pol 11 let nisem, pa sem pol prišla tam okoli 40, sem ugotovila, da dajmo, tak, a veš, kaj pravijo, da si eni kupujejo hitre avtomobile, sem rekla, dajmo malo kaditi. Vse isto tveganje približano, ne. No in zdaj ne kadim, recimo, pa spet kar dolg kadila, zdaj ne moram čisto točno izdati svoje leta. Ni treba. Zato me preseneča, da si spal še 40, ampak ja. Zdaj pa ne kadim že od prejšnjega januarja, se pravi tako, bliža se skoraj 2 leti. A je to težko zdržati? Ja. Ljudino, kaj pa narediš? Mislim, da grozno težko je. In kad te ima, a tik-tak ješ. Ne, nič ne narediš, sam rečeš, kaj sem jaz faca, kaj mi to uspeva. Veš, to je en taka moč, ena trma, en tak ponos, tak dober mi gre. Nič ne naredim. Oziroma, tukaj imam tudi recimo eno tako borovo palčko, veš, kaj ležijo po tleh na morju, pa tako pol se mal delam. Tako kot 10-letniki. Ja. In imaš prav tlele v tej torbici. Joj, to pa kar škoda, da nisem za to vprašal. Izpostavil si točno pač one karte za tarok, kaj jih ni danes. Noč fudga. To je zato, da se nekako implicitno sporoči, da to ni vnaprej zrežiran pogovor. Recimo, zato bomo zdaj random rekli, torej povsem naključno, koledar v biološkem kabinetu. To pa jaz vsakega decembra poskrbim. Lej, pač lepota ima različne obraze in telesa, tako bom rekla. In pač vsakega decembra smo si tako nekaj simboličnega podarile, kolegice, biologinje, ampak se veš, to je pol, kar se ponavlja, pa ne veš več kaj, pa tako in sem rekla, tako punca, jaz bom pa nam vsem punce si rečemo, ker smo vse ful mlade, pa gajstne, se veš. Ja, pa tudi, ker ste punce vse. Ja, jem pa nam nekaj zdaj eno skupno darilo kupila. In so se strinjale in sem prinesla pač ta koledar, pač, kako bi ga opredelila? Pomanjkljivo oblečenih, lepih moških. No. Jaz mislim, si to zelo dobro zadela z vsako. Nič nisem prikrila, nič ni bilo implicitno. Ja, tudi oni, ki dosti ne prikrijajo. In ta koledar je točno tam, da vsak, ki pride v naš kabinet, direkt vidi to. In mnogi se spotaknejo in tako ob to. Ampak pa naj se. Pa kaj, jaz stojim za tem. Kdo pa se spotakne? Bolj punce ali bolj fantje? A kdo pohval? Ali komu čuden v smislu, vendarle prideš tam, ki pa res živijo pri Foxi, ki mi, dajmo si priznati, v resnici ne gremo domov, ampak pač tudi čez vikend ostanemo v svojih kabinetih. In potem je to tam. Pač kot en tak izraz tega, da morda pa tudi mi smo ljudje. Ja. Mislim, je neko začudenje to? Ja, so tudi taki obrazi, ja. Pa tudi, zakaj imamo tam? Pa tako, kje imaš pač problem s tem, če je tle, pa kaj, a če je tam od zadnje pa boljš, mislim, kaj, dajmo malo skrit, pa ni, pač jaz sem človek tako, na prvo žogo. Ti si človek, ki je brez dlake na jeziku. Tako je, direktna in odprta oseba. A ti je to kdaj v težave spravilo? Pa zelo redko, mislim, po mojem ne sprav, ker, jaz vsem res tako v sebi dober, ne o sebi, ampak v sebi dober mislim. In tudi, če kdaj kaj direktno nekomu sporočim, mogoče je prvi hip šok, ampak vedno to nekomu sporočim z nekim dobrim namenom in to se čuti. Če bom rekla, da je Miha, prosim se ostrižaš. Ne, to je samo primer. To je samo primer, prosti. To ne bo zdaj
to bo samo zato, ker ti jaz želim, da si lep, pa da lep okrog hodaš po svetu in da se boš v tem dobro počutil. A bomo to rezali? Sorry. Zdaj, če bi bila ti edina, ki bi mi to rekla, bi človek še rekel, sej pojma nimaš. Ne, sam primer je bil. Tako da načeloma mi niti ne spravlja v težave, no. Ali pa ne vem pa, kaj se za mojim hrbtom govori. In veš kaj? Ti je tudi čist malo vse ena, ne? Če ti recimo tvoj mož reče, deva gledat en film, recimo kakšno ful dobro znanstveno fantastiko. Daj, no. In mu rečem, kar glejo. Ne maram znanstvene fantastike. Jaz še Matrice ne moram gledati. Pa unga, kaj je že tist, ta najlepši filmček, ki so ptički, ki neki letijo. Avatar. Avatar. A veš, še te besede, tok mi je to odveč, da si še te besede Avatar ne moram zapomniti. No, se to ni nič hudga, no. No, v glavnem, pa kao lep film. 3-krat sem ga že začela nagrela. Čim je nekaj tako resno, lahko prosim. Pač jaz sem zelo tak realen. Dajte mi. Črno na belem. A to je črno-beli filmi. Ja. No pa Avatar ima take biološko noto. A viš, da je dvojka že od zunaj? Super, A res? Pa se ni že dolg. Ja. Sam moj mož znova in znova gleda enko. A res? Ja, všeč mu je ful. Ja, in ne razume, kako meni ni. Pa zakaj mu ne narediš tega veselja? Zato, ker sem probala in ni šlo več, ne morem, ful sem naratala nervozna, ni šlo. Preveč modri ljudje. Ja. Ampak bovec, deva se še tega ne dotakniti, bovec je vendarle tako med hribi. Ja, sam ima pa najdaljši zipline v Sloveniji, recimo. Ok, ampak to s hribi. Ker znanstvena fantastika, pa hribi imajo v tvojem svetu nekaj skupnega. Ja. Ne maram jih. Pač ne razumem, zakaj bi hodila v hribe. Ja. Ker so zelo lepi od spodaj. Ja. Ful so lepi od spodaj in, a veš, ko pridejo ljudje, ja, ampak gor je razgled. Kam je razgled? Na en hrib, drug hrib, to je vse isto sivo, pač neke špice so. To meni ni. A ne, ni to nekih barov. Ne. Točno tako. Tako ti vidiš cel svet. Okay? Ja. Cel svet so hribi. Ja, zdaj se mi dva počasi bližava koncu tega najinega druženja. Hvala lepa, še nikoli ni bil noben toliko navdušen, da bo nehal se z mano pogovarjati. Ampak ni še konc. Kaj ti, če si kdaj gledala kakšno to seanso, ki jo jaz vodim, se vedno konča z enim vprašalnikom, kjer so vprašanja vsad ljudi, ki sem jih do zdaj spraševal, vprašam več o manj iste stvari. In je en tak vprašalnik, ki zdaj, če to gleda kakšen psiholog, bo zelo dobro si lahko zamislil tvoj psihološki profil. Wow. Ja. Zgleda, kot da smo v ta vprašanja, kot da bi jaz v ta vprašanja dal zelo veliko enega razmišljanja. Ampak si jih pa vzel nekje drugje. Seveda, vzel sem jih od nekje drugje, kajti na ta vprašanja so odgovarjali že razni estradniki po Franciji, v Hollywoodu in tokrat tudi Maruša Sotlar Vidam. Maruša, kaj je tvoja najljubša beseda? No, to so vprašanja, ki sem jih pa se malo pripravila, ampak jaz sem razmišljala tako kakšnih 2 uri, kaj je moja najljubša beseda. Ja, očitno, da kar nisnač, zdaj se je začela kar nekaj govoriti. Najljubša beseda, ena beseda, gremo naprej. Najljubša moja beseda je svoboda. Svoboda. A moram kaj povedati? Ne bomo politični. Kaj je beseda, ki jo najbolj sovražiš? To je pa recimo antropocentričen. To moram malo pojasniti. Ja, razlog, zakaj? Zakaj? Zato, ker jaz imam zelo rada slovenščino in rada uporabljam slovenske besede, kakšnih tujk rajšne, ampak seveda se jim ne moramo izogniti. Druga stvar, zato mi je ni ljuba, pa dolga je, pa taka zoprna. Pa tretja stvar je pa pomen, jaz biologijo učim, in čim vprašam, dajmo se kakšen primer spomniti, dijaki zmer človeka dajo tako v spredje.
prosim, pomislite še na koga drugega. Ne, in zdaj smo v tretjem, smo zdaj, kaj imam 2 tretja učim letos, smo uvedli, pač, da imajo tako eno žival. V F je zajc, v H je pa jazbec. Tako da prva stvar, ki pride na pamet, ni človek, ampak recimo ena žival. S tem jih hočem malo spodbujati, da pač mi nismo na vrhuncu te neke piramide. A veš, vse te vrste, ki zdaj živimo na tem planetu, pač smo enakovredne, ne? Na nek način. Oprosti za predolgo razlago. Ne, ful mi je bilo všeč. To so hitre vprašanja. Ja, ne, super, sej, lej, imamo cajt. Okay. Lej, na koncu te bomo pač rezali. Kaj je tvoj najljubši zvok? Sk. A veš tisti, ki smo prej slišali? Ja. Pa zraven. Aha. Če pa to dvoje v kombinaciji, pa super. Kaj pa je zvok, ki ga najbolj sovražiš? Pa najbolj ne maraš, če mogoče To so pa sovražiš. te motorčkarji. Kvodi. Kakšni vodi? To je pa Veš, un štirikolesnik, un kvod. A ja. Tist. Veš, ko človek hodi po jaz imam hribih, pa to mim pride. V naselju živim in to pa res težko prenašam. Ja. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Mater. Ta je dobra, ja. Kaj te navdušuje? Jaz bi rekla, da kar ljudje, prijatelji, ljudje, ki jih imam rada. Česa zares ne maraš? Brezobzirnežev. Torej, tistih, ki jim je čisto vse za vse druge, kakor sam nase mislijo. Kateri poklic, poleg svojega seveda, bi še rada opravljala? Bi te še zanimal? Jaz se vidim kot kakšna socialna delavka ali pa medicinska sestra, mogoče celo kakšna splošna zdravnica, ne nek full specialist. Kaj tacka? Česa pa ne bi rada opravljala? Nikakor. V prodaji ne bi bila, mislim, govorim o prodaji, prodajati nekaj, ki pač ti drugi rečejo, da je dober za nekoga. Ne? Mislim, ne nekaj, kar iz srca z veseljem nekomu prvoščaš. Ne? Pač težko bi bila prodajalec. No? Ali pa sem bila. Katero znano osebnost bi najraje spoznala? Odvisen kako ne. Lahko je tudi že mrtva, ne? Mislim. Ja, razumem. Mislim, a veš, tako na prvo žogo bi rekla, recimo, a veš, odvisen kako spoznala, ne? Nikoli nisem tako razmišljal, ja. Če bi to bi lahko bil Brad Pitt, recimo, ne? Lepotec, ne? Ampak tako, veš, kdo mi je tak totalen navdih, mi je ta David Attenborough, a veš. Ja. Model je pri 99 posnel ta svoj The Ocean, pač, veš, film, ki sem ga čakala, da bo premiera na National. In ko sem videla ta film, a veš, tako lažje mi je bilo. Ne vem, če si ga gledal. Ampak si mi govorila, ja, o tem, da ti je bilo lažje. Ja? Lažje mi je bilo zato, ker je bil pozitiven. Ker gre vse nekam, ne, s tem globalnim segrevanjem, ampak on najde te razlage in trenutke, ki vse bo še dobro. Hkrati pa je tako strasten, tako strasti, ki jo pač z Bradom Pittom verjetno ne bi mogla nikoli. Ne bom več. No, ampak najbolj znana oseba, ki pa si jo spoznala, bi bil pa? Ja, to pa ne vem. Kaj v bistvu ti kar pa poznaš te šovbizarje? Ja, ful jih poznam, ja. Čisto slučajno, tako rad ali pa, a veš, eni so te naši Bojani Cvetičani, drugi so, on je zdaj ful znan, kaj. To je res, je pa za nas je zelo domač, ja. Za nas je pa zelo domač, ja, tako. Ne vem, kaj. Ne vem, jaz sprašujem. Kjer osebo sem spoznala, kaj je najbolj znana, ne vem. Prav, peva naprej. Ja. Kater talent, ki ga nimaš, bi najraje imela? Risanje. Risanje. Ja. Až kaj skozi kaj po tabli rišama, ne? Da bi končno ljudje razumeli, kako izgleda Golgi aparat. Ne, se te scheme mi grejo kar dobro. Ampak, ko hočemo kakšno žival kdaj narisati, je pa tako, profesorca, to ni veverica. Pa tako, ja.
Veš, da bi narisali veverico, da bi oni rekli, ja, lepa veverica. Tako. Brat mi je vzel vas talent. Kaj je ena stvar, ki jo imaš ali poseduješ in bi jo morala vreči stran ali pa proč? Bolj, ko sem razmišljala, nič ni tacga. Nič. Ne, ker se dejansko tako živim po tem načelu. Tole ni več, to gre. Le še kadit sem nehala. Katera je največkrat uporabljena aplikacija na tvojem telefonu? In zakaj ni una za ptiče prepoznavati? Kjera je najbolj pogosta? Candy Crush? Okay. Par hitrih, tole mi sicer bi lahko tudi namesto tebe izpolnil, pa vendar. Kava ali čaj? Kava. Hribi ali morje? Morje. Mačke ali psi? Mačke. Pes? No go? Enkrat me je eno griznilo, to tudi res, ni da se jih zelo bojim, ampak tako, ful je luškan, tam, tukaj črta. Okay, tukaj črta, da te ne bo odprta roko. V katero rastlino ali žival bi se najraje reinkarnirala? Ja, v ptico. In to, če bi lahko bila ta vodna. Ne albatros? Ja, okay. Lahko. Pač nekaj, kar lahko malo plava, pa malo leti, kaj češ lepšega. No. Kaj se zgodi z nami, Maruša, ko umremo? Kaj se zgodi z nami, ko umremo? Kopljejo nas pač. A veš, to je tako, jaz sem zelo tak darvinističen minimalist, pač te ni več. Dokler smo pa živi, pa verjamem, da se med nami kakšna energija zgodi. Ja. To pa verjamem, no, vsem. Ampak to, da je dušca, pa nekaj, ne vem. Ne. Okay. Čisto za koncu, recimo, da Bog obstaja. Kaj bi si želela, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Ej, the best. Končno. Zdaj bo pa žurka. Maruša, hvala lepa za tale najin pogovor. Jaz upam, da ti je bilo zabavno. Ja. Predvsem, to je tak negotov, ja, ampak ok, ga bom interpretiral, kakor ja, ful je bilo dober. Predvsem pa upam, da je bilo tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, simpatično. Hvala lepa, ker nas spremljate že toliko časa. Brez vas ne bi mogli že v ne vem katero sezono. To je pravzaprav kar magično, no, da smo tako daleč prišli. Na vsak način bi se rad tudi na tem mestu zahvalil celi kupici raznih palčkov, ki delajo v našem zaodrju, ki jih vi nikoli ne vidite, ampak so tukaj z nami in pomagajo, da tale set dela brez kakršnih koli napak. Skratka, hvala gledalcem, hvala sodelavcem in Maruša, hvala tebi. Hvala, Miha. Zelo lušten mi je bilo. No, lepo. Srečno in nasvidenje. In to je to. In to je novo, da zaploskajo. In zdaj mislim, da je fora, da se mi dva tako kao pogovarjava, tako kot na dnevniku. Ja, kad grejo napisi dol. Da grejo napisi gor. No, ti pa pokaži mi. No, ti pokaži mi eno. Albatrosa. Vzamejo si ribiči kdaj na morju albatrosa na svoj krov. To je pa Charles Baudelaire. To pa je napisal albatros. To je lepa pisem, ker pač tako kad si vzamejo ptiča, ki je veš tak veličasten, tam je pa v zbogi, pa ga neki ni žal.